V športnem parku v Slovenski Bistrici je bila v nedeljo 17. marca odigrana prvenstvena nogometna tekma druge lige med domačo Ketijami in Pol Bistrico in Triglavom iz Kranja. Obračun peto in šesto uvrščene ekipe na prvenstveni lestvici je privabil veliko število ljubiteljev nogometne igre. Bistričani so pomembno tekmo za obstanek pri vrhu lestvice igrali brez poškodovanega domačega kapetana in najboljšega igralca in strelca ekipe Jaše Martinčiča. Prav slednje, ali pa tudi ne, je na koncu šlo v prid gostom, ki so na vročem gostovanju v Slovenski Bistrici zmagali z 1:3. Dvakrat je polno na tem srečanju zadel Edi Horvat in sinje-modrim prinesel pomembne prvenstvene točke. Pa znali smo da je Bistrica dobar protivnik, na analizi smo ih dobro odradili, znali smo šta moramo očekivati od njih. Teren je takav kakav je, nije se dalo baš lijepo igrati, ali mora se prilagoditi. Tako da mislim da smo izvukli najbolje, nagradilo nas je taj penal u najboljem mogućem momentu i srećno smo ga iskoristili. Bistričani so v uvodnih 20 minutah prvega dela odlično parirali razigranim in taktično dobro postavljenim Triglavanom. Proti koncu prvega dela pa so imeli gostje kar vidno terensko premoč, saj so večkrat ogrozili vrata gostiteljev. Domači branilci na čelo z vratarjem Deronjo so bili na veliki preizkušnji v sodnikovem dodatku prvega polčasa. Po strelu iz kota gostov je po mnenju sodnika Gergiča domači vratar Marko Deronja nepravilno oviral gostujočega napadalca. Delilec pravice je pokazal na belo točko. Z golom z 11 metrov je Edi Horvat z 0:1 svojo ekipo odpeljal na 15-minutni odmor. Veliko ogovarjanja pri tej odločitvi je bilo tudi v strokovnem štabu bistriškega kluba. Pomočnik trenerja Amir Karič je prejel tudi rumeni karton za ogovarjanje pri dosojeni najstrožji kazni za goste. Če potegnemo črto, danes kot ekipa nismo bili pravi, ni bilo te željene energije kot prejšnjo tekmo in moramo Triglavu čestitati, bil je danes boljši. Je pa res, da bi se lahko marsikaj drugače zgodilo, če ne bi bilo tiste 11-metrovke, ki je zelo sumljivo dosojena. Pogledali smo posnetek in je prej bil faul nad našim golmanom in posledično potem naš golman šel v prazno, ampak on je gospodar 5-metrskega prostora, se pravi na ta način soditi penal brez nekega vara, karkoli je pa res absurdno in škoda, da drugače bi v drugem polčasu šli z neko novo energijo in sem prepričan, da bi to drugače izgledalo. V drugem polčasu sta pri gostiteljih v igro vstopila Kuliš in Jostinek ter poživila domači napad. Namesto izenačenja pa je sledil hladen tuš v 55. minuti. Po nesigurnosti domačih obrambnih igralcev se je drugič na tekmi med strelce upisal Edi Horvat, za vodstvo gostov 0:2. Pa super zabiti 2 gola nakon toliko dugog posta, uvijek dobar osjećaj, čestitke ekipi na odličnoj igri i mislim da smo zasluženo pobjedili. V 58. minuti sta v igro pri domači zasedbi prišla Gobec in Horvat. Prav omenjena naveza pa je sodelovala pri prvem in edinem golu za gostitelje. S krasnim strelom je mrežo gostov v 77. minuti zadel Brin Horvat in znižal na 1:2. To pa je bil tudi njegov prvenec v ekipi Bistrice in tudi prva minutaža v bistriškem klubu. Drugi polčas smo bolj pritiskali mi, boljše smo igrali, več smo imeli posesti tudi. Moj dosežen zadetek je bil v redu, veselil sem se ga, ampak bilo boljše, da bi vodili ob tem času. Potem smo še poskušali malo pritiskati, ampak smo iz kontre potem dobili gol, tako da se nam žal ni šlo danes. Varovanci Simona Dvoršaka so po tem znižanju vse stavili v napad. Žal pa so jih igralci Triglava preigrali s hitrim protinapadom in povišali na 1:3 in to v 82. minuti. Strelec gola pa je bil rezervist Matej Momčilovski. Zavedamo se nekih svojih stvari in bomo v bodoče popravljali zadeve, čakajo nas tekme. Ni še vse rešeno, še vedno je kar nekaj tekm do konca, z dobrimi ekipami igramo doma in bomo poskušali to popraviti.
Nenačrtovan poraz s Triglavom z 1-3 bodo morali Bistričani čim prej pozabiti, kajti prvenstvo neusmiljeno teče naprej. Na prvenstveni lestvici so izgubili 1 mesto in so trenutno 7.